13. aprila 2016 smo imeli 39. sejo Državnega sveta Republike Slovenije. Imeli smo 9 točk, lahko pa rečem, da je bila razprava koncizna, konkretna, jasna in da smo se dotaknili nekaj točk, ki so bile tudi vsebinsko zanimive. Predvsem bi morda izpostavil 2-3 točki. Ena je poročilo delovanja nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2015. Tukaj smo se seveda dotaknili problematike medijev, problematike zakona o parlamentarnem programu, to je 3. programa RTV Slovenija, kjer seveda po zakonu bi moral tudi RTV spremljati delovanje državnega sveta, tako naših sej, komisij in vseh ostalih dogodkov, pa vendar temu ni tako. Namreč na osnovi analize smo ugotovili, da je ta prisotnost nacionalne televizije premajhna in da je treba seveda urediti. Upam, da bomo to z vodstvom RTV Slovenija v prihodnje uredili. Poleg tega smo imeli tudi še obravnavo 2 posvetov. En od teh je bil posvet kulturni in ustvarjalni sektorji. Tukaj smo seveda se pogovorili o možnosti sodelovanja kulture, gospodarstva, inovativnosti, kreativnosti in večjih področjih, kjer bi Slovenija lahko v prihodnje dosegla mnogo boljše rezultate in tudi boljše finančne donose, pa vendarle tukaj nekega tega povezovanja ni in za tem posvetom upam, da smo nekako spodbudili snovalce in kreatorje tega področja, da bodo na tem področju storili še več. Poleg tega pa smo imeli tudi zelo zanimiv posvet izvensodno reševanje potrošniških sporov v Evropski uniji in Sloveniji. Tukaj smo tudi ugotovili, da praksa nekako ne sledi zakonu in da je bilo potrebno seveda dobre prakse prenesti tudi v delovanje samih inštitucij, ki se s temi ukvarjajo. Imeli smo še kar tudi nekaj drugih točk, pa vendarle mislim, da je današnja razprava bi šla v pravo smer konkretnega in dobrega delovanja Državnega sveta. Na današnji seji sem po 2. točko dnevnega reda dal pobudo glede hitre ceste, ureditve hitre ceste povezave Nanos-Vrtojba. Kar nekaj časa se na tem področju, bi rekel, na mojem področju na Goriškem ukvarjamo s to problematiko, predvsem v smislu postavitve protivetrnih ograj, kajti v zadnjem času v javnost prihajajo zopet informacije, da se investicija na to področje oziroma protivetrne ograje zopet nekje oddaljuje, zato so na vprašanje upravi podjetja Dars d.d. in vsekakor Ministrstvo za infrastrukturo, ki je v kateri fazi izgradnje tega projekta smo. Zanimalo me je tudi v bistvu, kdaj bo celotna preplastitev te trase hitre ceste H4, kajti samo delna preplastitev oziroma krpanje lukenj je po mojem mnenju nepravilna in bi se mogli celovito pripraviti na preplastitev te hitre ceste, ter seveda me je zanimal morebitna ureditev 3. odstavnega pasu, kajti zadnje čase smo priča kar nekaj pokvarjenim vozilom, pa tudi, bi rekel, prometnim nesrečam, ki se dogajajo prav zaradi tega, ker v bistvu to ni avtocesta, je samo hitra cesta, ni 3. odmikalnega pasu, tako da na tem koncu si želimo, da bi se to uredilo in zato sem dal tudi vprašanje, ali je v dolgoročnem planu podjetja Dars d.d. in mogoče Ministrstvo za infrastrukturo tudi ta 3. zavijalni pas. Pod 4. točko dnevnega reda sem imel tudi poročal strani Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport glede poročila nadzornega odbora radiotelevizije. Na našem komisiji smo to kar na široko razpravljali, vendar najbolj nas je v oči zbodlo to neupoštevanje 3. člena Zakona o radioteleviziji Slovenija, kajti prepričani smo, da se ta člen ne uresničuje predvsem v smislu, bi rekel, komentiranja in spremljanja sej in delovanja tako sej na sejah kot tudi na komisijah Državnega sveta, kajti po nekih statistikah, ki smo jih pridobili, je od 3000 objav v letu 2015 samo 17 objav bilo strani Radiotelevizije Slovenije, kar je po našem prepričanju premalo in Državni svet si zasluži vsekakor večje spoštovanje ter vsekakor si zasluži to, da o nas medijih poročajo, kajti na naših sejah se pridobijo določena mnenja, se pridobijo določene izkušnje, iz katerih mnogokrat tudi, bi rekel, poslanci črpajo svoje ideje in amandmaje na postavljeno oziroma predlagano zakonodajo. Imel sem tudi
poročilo z posveta kulturni in ustvarjalni dogodki, ki je bil v Državnem svetu opravljen 3. februarja. Poudarek je bil predvsem na to, da na podhranjenost kulture, na premalo poudarka na to, da je premalo denarja, kulturnega denarja, kajti to je nujno potrebno za razvoj kulture, predvsem v smislu povezavi z gospodarstvom, turizmom in drugimi panogami, kajti po našem mnenju je kultura tista, ki ni samo strošek države, ampak je tudi možen vir prihodkov, tako v gospodarskem, kot tudi v turističnem smislu. Zato smo nekje predlagali, da bi se povečal proračunski znesek oziroma vrednost zneska v proračunu, kot nekak kulturni tolar je bil pred časom predlog, ter seveda tudi, da bi se povečala sredstva, ki bi bila dodeljena, bi rekel, nevladnim organizacijam za to, da lahko kandidirajo na evropska sredstva in tako pridobijo, bi rekel, nujno potreben denar za svoje delovanje ter nadaljnji razvoj v svojem lokalnem območju. Tako da vsekakor v Državnem svetu tvorno sodelujemo s civilno družbo, delujemo v tej smeri, da bi civilna družba imela pri nas moč povedati, kaj jim leži na duši, kaj je pomembno za njih, ter seveda, da smo tisti vmesni člen med civilno družbo, parlamentom in vlado, ki lahko pomaga vsem tem, bi rekel, nedružbenim oziroma nevladnim organizacijam, da pridejo do organizacije, ki jim lahko pomaga pri svojem nadaljnjem razvoju. Državni svet je podprl predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških. V razpravi pa je bilo pojasnjeno, da je komisija sama sprejela stališče že preden je bila obravnava na Odboru za pravosodje v Državnem zboru in je določene rešitve so bile z amandmaji tam tudi spremenjene. Komisija je sam postopek sprejemanja omenjenega predloga zakona torej pozdravila, ker je vključeval precej medresorskih usklajevanj in tudi številna strokovna usklajevanja. Kljub temu pa je povzela stališče Sodnega sveta, da je zakon potreben poenostavitve in da je v določenih delih nepregleden. Komisija je v svojem obravnavanju predvsem se osredotočila na vprašanja, ki bodisi niso bila usklajena v strokovni javnosti, bodisi pomenijo odstop torej od dosedanjih stališč Ministrstva za pravosodje na posameznih vprašanjih. Eno od takih področij je vsekakor uvedba nadomestnega zapora in sicer se je vzpostavilo vprašanje, da glede na to, da bo nadomesten zapor, to je ukrep, ki bo izvršen, ukolikor nekdo ne bo plačal globe, predvideva pa se vse do zastaranja izvršitve globe. To se lahko zgodi v primeru, kadar gre za davčne postopke tudi v roku 10 let. Tukaj je bilo pojasnjeno strani predstavnikov ministrstva, da 29. člen predloga zakona tudi daje varovalko, da sodišče ustavi postopek odreditve zakona, ukolikor meni, da okoliščine konkretnega primera kažejo, da ne bi bil sorazmeren in ne bi bil ustrezen takšen ukrep. Kljub temu je treba povedati, da je bilo precej različnih stališč, tako varuh človekovih pravic kot tudi predstavniki Inštituta za kriminologijo in pa tudi Vrhovnega državnega tožilstva niso naklonjeni uvedbi tega nadomestnega zapora, bo pa praksa pokazala, kako bo se ta določba izvajala. Drugi problem, na katerega je opozorila komisija, pa je bil problem posega v tajnost pisem in občil, predvsem v primerih, ko je to nujno za pridobitev nevsebinskih komunikacijskih podatkov za odkritje prekrškov in storilcev prekrškov, ki pomenijo kršitev ustavne prepovedi, spodbujanja k neenakopravnosti, nasilju, nestrpnosti zoper narodnostno, rasno, versko in drugo posebej ranljivo skupino. Tukaj je treba poudariti, da je bila za amandmaji tovrsten poseg ukinjen oziroma spremenjen in je ohranjen samo še za primere, kadar gre za varstvo konkurence ali pa kadar gre za prekrške iz področja trga za električno energijo in zemeljskim plinom. Postavilo se tudi vprašanje glede zastaranja, kjer so bila različna stališča, vendar komisija je na koncu vseeno ocenila, da je predlog zakona podprla, kar je potem podprl tudi na današnji seji Državni svet.
V Državnem svetu Republike Slovenije smo 10. februarja organizirali posvet z naslovom Izvensodno razreševanje potrošniških sporov. To je popolnoma nov inštitut v Sloveniji, zakon je bil sprejet v drugi polovici preteklega leta, trenutno pa se nahajamo v prehodnem obdobju, ko se gospodarski subjekti pripravljajo za izpolnitvijo pogojev tudi na uveljavitev tega zakona. Kaj je zakon pravzaprav, kaj je cilj zakona? Cilj zakona je, da bi potrošnika postavil v enakovreden položaj z ponudnikom. Dosedanje razreševanje sporov, ko je potrošnik moral nekako čez izjemno dolgo pot preko posodni poti, ki je bila seveda dolgotrajna in tudi zelo stroškovno draga, nadomešča zakon, ki med potrošnika in pa ponudnika blaga ali storitve nekako umesti tretjo neodvisno osebo, ki bo kot mediator razrešila spor med ponudnikom in potrošnikom. V celi Evropi je to relativno nov pristop k razreševanju potrošniških sporov, od tega si obetamo okrog 20 milijonov evrov letnega prihranka, seveda manj dela na sodiščih in pa večje zadovoljstvo potrošnikov. Posvet je bil organiziran z namenom, da razjasnimo nekatera odprta vprašanja, ki so se pojavila glede na novo problematiko, da nekako ozaveščamo naše potrošnike na drugi strani k pomembnosti spremljanja tega izvensodnega razreševanja in tudi ocenjevanja ponudnika skozi objavo izbranega subjekta za izvensodno razreševanje sporov, pa tudi za namenom prenosa dobre prakse iz Evrope, saj je bila udeleženka posveta tudi bivša podpredsednica Evropske komisije, ki je strokovno tudi sodelovala pri pripravi ustrezne zakonodaje. In kot rečeno, zakon stopi v veljavo 14. maja in od takrat naprej si potrošniki lahko na spletnih straneh posameznih ponudnikov tudi pogledajo, katere izvensodne razreševalce sporov so ponudniki izbrali. Pri tem mislim, da so ponudniki tako banke, zavarovalnice, obrtniki kot tudi trgovske družbe.